Pozdravljeni, sem psihologinja Lara in smo v rubriki Lara odgovarja, v kateri odgovarjam na vaše vprašanja. Danes odgovarjam na vprašanje, zakaj ljudje iščemo srečo. Pa začnimo takole. Čisto evolucijsko gledano nam telesno in duševno ugodje signalizira, da to, kar počnemo, je v redu in okolje, v katerem smo, je v redu, se pravi, lahko nadaljujemo tu, kjer smo in s tem, kar počnemo. Medtem ko nam bolečina oziroma neugodje nasploh da informacijo, da smo morda celo v nevarnosti, da najraje prenehamo s tem, kar počnemo oziroma se umaknemo iz okolja, v katerem smo. Se pravi, naravno gledano, seveda mi težimo k ugodju, k zadovoljstvu. Sreča pa je vsekakor več kot zadovoljstvo. Čisto po definiciji srečo občutimo takrat, kadar izpolnimo nek cilj, ki nam je zelo pomemben, oziroma kadar se potrdi neka naša najpomembnejša vrednota. Ampak prav tako teoretično oziroma tudi evolucijsko gledano je sreča samo eno izmed čustev in ni nič bolj ali manj pomembna od drugih. Funkcija čustev je, da nas povezujejo z zunanjim okoljem oziroma naše notranje okolje povezujejo z zunanjim. In to na tak način, da nam dajo neko informacijo. Signalizirajo nam oziroma so indikatorji za to, da nekaj počnemo v redu, da nam nekaj paše oziroma nekaj ne počnemo v redu in nam nekaj ne paše. Torej, čustva sama po sebi niso cilj in tudi kadar srečo jemljemo kot cilj, da si želimo biti zgolj srečni, je najbrž ta naš cilj že v štartu obsojen na propad. Namreč naša pasivnost redko pripelje do sreče. Če pa se mi trudimo doseči naš cilj oziroma živeti naše življenje na tak način, kot je nam pomembno, da uresničujemo samega sebe, svojega idealnega sebe, potem bo sreča v bistvu stranski produkt našega vedenja, naših prizadevanj. Se pravi, uresničevanje naših ciljev, naša aktivnost, naša ciljno usmerjeno vedenje nas vodi do idealnega sebe, do samoizpolnitve in s tem v bistvu potem je stranski produkt sreča. Seveda pa je tu pomembno, da se vprašamo, kaj nam je zares pomembno. Se pravi, srečo občutimo, kadar nek zelo pomemben cilj oziroma neko zelo pomembno vrednoto uresničujemo in potrjujemo. In evo tukaj naj vam namignem, da raziskave kažejo, da tisti, ki težijo k materialnemu ugodju oziroma k takšnim površinskim ciljem, da so dolgoročno ponavadi veliko bolj tesnobni, da so veliko bolj nestabilni in da se dejansko odmikajo dolgoročno od občutka sreče. Ampak to je seveda samo v povprečju, morda za vas velja drugače. Danes vam želim veliko izpolnjenih ciljev in če vas še kaj zanima z področja psihologije, vas vabim, da me izzovete in vprašate.